Danes se v okviru projekta izboljšane tehnologije pridelave in konzerviranja z beljakovinami bogate krme nahajamo na partnerski kmetiji Lep v Fali. V tem prikazu bomo odvzeli vzorce silaže krmnih dosevkov, katere smo posejali lani avgusta. Setva je bila opravljena konec avgusta 2019. Gre za dosevke čiste detelje, torej inkarnatke plus črna detelja. Gre za mešanice detelje in trave, torej mnogocvetno ljulko, črno deteljo in inkarnatko, in pa za posevek samostojnih trav, torej mnogocvetne ljulke v čisti setvi. Na Bali iz vsake ponovitve bomo z sondo napravili 2 izvrtka. Vzorec bomo označili in oddali na Kmetijski inštitut Slovenije, kateri je tudi partner v tem omenjenem projektu. Na Kmetijskem inštitutu bodo določili vse glavne parametre v krmi, in sicer vsebnost sladkorjev v krmi, pufersko sposobnost, vsebnost nitratnega dušika, vsebnost sušine, vsebnost neto energije laktacije, vsebnost surovih beljakovin, pH vrednost silaž in pa vsebnosti posameznih kislin v silaži, torej mlečne kisline, ocetne in maslene. Za namene ugotavljanja izgub pri siliranju pa smo pred košnjo odvzeli tudi vzorce sveže krme, katere smo analizirali. Ti nam bodo služili za primerjavo izgub med siliranjem. Torej, ugotavljali bomo, koliko se je zmanjšala vsebnost neto energije laktacije med siliranjem in pa koliko se bo zmanjšala vsebnost surovih beljakovin med siliranjem. Do teh zmanjšanj pride zaradi raznih napak v postopku spravila, lahko na to vpliva vreme, vpliva tudi sušina, vpliva vsebnost pepela. Sedaj pa na njivi, ker smo opravili prvi odkos, že raste koruza, pri kateri bomo proučevali vpliv dosevka na pridelek koruze v letu 2020. Torej, cilj setve dosevkov pa je tudi zmanjšanje uporabe dušičnih gnojil, saj vemo, da metulnice poskrbijo za vezavo dušika v tleh. Rezultate omenjenega projekta lahko spremljate na spletnih straneh Kmetijskega zavoda Maribor, na Facebook strani Kmetijskega zavoda Maribor in pa na straneh vodilnega partnerja. Ta pa je Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru.